Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom UNICEF že leta 1956. Obeležujemo pa ga od leta 1957. Po priporočilih Združenih narodov se vsako leto prvi ponedeljek oktobra obeleži Svetovni dan otroka. Letošnja tema je Povabimo sonce v šolo. Tema se navezuje na otroški parlament, šolstvo in šolski sistem, otroci pa so jo izbrali sami na lanskem otroškem parlamentu. Aktualna je skozi vse leto in jih povezuje tako na regijskem kot nacionalnem nivoju z zbiranjem predlogov in razpravami. V želji po novem, uporabnem znanju in spodbujanju bolj inovativnega ter ustvarjalnega razmišljanja. Želimo na ta dan oziroma ta teden, ki ga obeležujemo vsako leto, opozoriti na to, kar otroci še potrebujejo, kar nismo še dovolj naredili. Uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah je ena od bistvenih ciljev tedna otroka, da senzibiliziramo javnost, kaj je še naši družbi treba narediti, zato da bodo otroci lahko bolj sproščeno živeli, da bodo lahko radovedni, da bodo lahko povabili sonce v šolo, tako kot je slogan letošnjega tedna otroka. Zveza prijateljev mladine Maribor je nevladna organizacija, zveza društev, ki deluje že skoraj 70 let. Širi zavest, da po vsem svetu niso vse dobrine same po sebi umevne in v veliko državah sveta šolanje ni zagotovljeno in možno. Kaurinova je dodala še, da se trudijo z različnimi programi, da je otroški glas čim bolj slišan. Saj ga včasih poslušamo, ampak velikokrat žal ne slišimo. Meni, da je za otroški svet potrebna večja pozornost staršev. Predvsem je glas mladih pogosto preslišan ravno pri starših, ki se ne vzamejo dovolj časa za ukvarjanje z otroki, vzamejo si preveč časa, da jih zavijajo v vato in jih vodijo povsod, premalo časa si pa vzamejo, da v njih spodbujajo njihovo ustvarjalno razmišljanje in se potem preveč ukvarjajo s tem, kakšno oceno je dobil, namesto s tem, kakšno znanje bi bilo treba še pridobiti. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine deluje Tom telefon, kjer zbirajo informacije o problematiki otrok in mladostnikov. Na to pomagajo in tudi na ustrezne institucije posredujejo svoja spoznanja. Organizirajo letovanje v Poreču, na Pohorju, domu Miloša Zidanška, kot tudi mednarodna letovanja in številne počitniške programe. Ne gre zanemariti bralne značke in številnih drugih programov Doma ustvarjalnosti, kjer otrokom zagotovo nikoli ni dolgčas. Dom ustvarjalnosti mladih na Razlagi 16, kjer imamo vsak dan odprte delavnice, ustvarjalne delavnice za otroke, vsak dan popoldne lahko pridejo brez najave in brezplačno. Ker pa 4. oktober ni samo v tednu otroka, ampak je tudi dan prometne varnosti, je na glavnem trgu v Mariboru potekala prireditev, ki je združila obe tematiki v en dogodek. Tudi za otroke in še posebno zanje je namreč pomembna prometna varnost. Varnostni ukrepi so takšni, da na poti v šolo najprej za varnost otrok poskrbijo starši. Potem policija se tudi prve dni ob začetku šolskega leta udeležuje teh obiskov v šolo, kjer pri prvih sestankih roditeljskih osveščajo starše o problematiki, o nevarnosti, ki preživijo na otroke in tudi se udeležijo raznih teh delavnic, katere imajo prvošolčki v razredu, razdelijo razne slikanice in jih osveščajo o nevarnostih, ki jim pretijo. Policija v prvih šolskih dneh poskrbi tudi za represivnejše ukrepe in opozarjanje voznikov, da so bolj dosledni do drugih udeležencev v prometu. Bračič dodaja, da so otroci skozi igro zelo dovzetni za predpise in znake ter se naučenega držijo tudi v praksi.